Addio. Kot folk, veš, ki dvigne roke, da pokaže, da nima orožja, tako on dvigne kapo, da pokaže, da nima možganov. What's up guys, je your boy Beno in dobrodošli znova na mojem kanalu Benos Buenos Lifea. Evo ljudi moji, tole je novi večer, moram reči, da je ura že 12:30, ampak Buenos je rekel, danes se mi enostavno da snemat in zakaj ne bi izkoristil tale večer oziroma že jutro in naredil novi reaction video, ko padajo sami dobri video posnetki iz vseh strani. In danes, ko govorimo o dobrih video posnetkih, bom reagiral na fucking Marka Žerjava oziroma Žerjala. Marko Žerjal je bil na Talentih in zdaj začel tudi z YouTubeom. In osebo, ki je Marko Žerjal zroastal, je bil Tilen Grah. In tale fucking roast je res toliko smešen, da moram narediti reaction video, ker tole je bolanija. Zdaj boste tudi vsi vi videli, kaj je imel Marko povedati o Tilnu in bomo skupaj se nasmejali, pokomentirali in se imeli fun, like we always do. Tako da gremo kar direkt na video in da vidimo, kaj je to za roasta. Vsebina naj dela na prihodnje, ampak zgleda, da je tokrat vsebina našla mene. Med podobnimi kanali mi je zadnje čase našteva kanal po imenu Tilen Grah. Tako da sem se odločil pogledati, kakšen kanal to je in mislim, da lahko rečem, da je to najbolj smešen kanal, kar sem kdaj videl na YouTubeu. Evo. Ok, na začetku, ko je to rekel, da mu je to najbolj smešen kanal na YouTubeu, se mi je zdelo malo what the fuck, ne, Tilen Grah je dober vloger pa to, ampak Buenos ga ne spremlja. Moram priznati, jaz slovenskega YouTubeja sploh ne spremljam nekaj dosti, sem bolj napaljen na angleške oziroma ameriške. Je bilo like what the fuck, zakaj se mu zdi to tak smešen kanal, ampak boste videli zdaj. Da ne bo sama negativnost vedno tokrat nekaj pozitivnega. Tilen je bil Mister Slovenije leta 2016, zdaj pa fura dnevne vloge, kjer igra lik nekega neverjetno zabitega manekena. V bistvu na nek način igra slovenskega Zulanderja. Torej, prvi hack, ki me je navdušil, je ta hack. Tule imamo. Vzameš kredo, To ni kreda! jo zdrobiš, pa je Kaj? in potem jo skuriš, oziroma spečeš, ali kako se temu reče. Stopiš, se temu reče. In napišeš in daš noter, kar je ful fascinantno, da se potem posuši. Zakaj je fascinantno, da se nekaj strdi potem, ko se ohladi? Saj smo že prej v trdnem stanju. Mislim, povej mi eno stvar, ki se ne. Damn guys! Mislim, da se posuši, mislim, da bi vse vrn steklo, na koncu se še naredi kredo. Wow. Spet, to ni kreda, to je voščenka. In vse... Are you serious guys? Jaz upam, da se Tilen res špila tako budalo, ker če se ne, potem je to res neverjetno, da je bil Mister Slovenije, če res je tak zabit, kot je tole. Ampak jaz bolj verjamem, da se on špila. Dajte mi pa vi svoje mnenje, kaj vi mislite? Kar ta hack doseže in da imaš zdaj voščenko v manj priročni obliki, ne na posodo. In zdaj je rekel. Samo to je lik čar tega lika, ki ga Tilen igra. Če bi bil nekdo dejansko tako zabit kot ta lik od Tilna, bi valjda vedel, kaj je voščenka. Saj mu ne bi pustili drugega primiti v roke v osnovni. Ampak on gre tako daleč, da ne razumi ti fucking voščenk. Bolj enih ponavljajočih se elementov ima v svojih vlogih, s katerimi skuša jasno definirati, kako njegov lik razmišlja, oziroma kako ne. Oh, Recimo to, da vedno vse dela prvič,
Čokolade, ker prvič probala je sicer domača. Ali nikoli še nisi? To je danes prvič. Ni to prvič na bazene. Si že delal pepico? Nikoli še. Iskreno prvič kupujem peperona v mojem life. Tukaj pa še črna krava, sploh Tako prvič vidim Ok, črno to kravo. je rjava krava. Meni to deluje rjava krava, ne črna. Ampak ja, ko je rekel ta prvič, je po mojem mislil, da pač dela prvič za punco. Ampak on je povedal v takem smislu, da je spadlo, da dela v lifeu prvič, ne, v bistvu pa je on mislil povedati, da dela prvič za svojo punco. Torej, Ustanove in odkriva svet, da da svojemu liku pri ljudeh nekoga, ki je bil dejansko hospitaliziran zaradi mentalnega stanja. In zato, ker je bil celo življenje nekje zaprt, je tudi navdušen nad vsako malenkostjo, ki se zgodi. prišla sva nazaj iz večerje. Naslednji hack ne je me dan jeba. preznaten, kaj mi je možno. To Punca se me samo videl, da se ga bojo odpreš čips in ga dejansko lahko ješ. To je čisto mind-blowing. Ja, no, so drevesa. Kakšna nareditev, zgaj? Kakšen eksperiment, odpreš čips in ga dejansko lahko ješ? To je dobra, prisežem. Oh, man. To, wow. Zgleda, kot če bom dal v roke fidget spinner, bi ga polno zapustil do večerje. Oh, Pa vedno ima neke osladne momente s svojo punco Natašo. Si mislil, da bom čez 10 pa 12 let tukaj s tabo, pa da bom vlogal, pa da bom te imel tako rad. In sem zato rekel, da pridem da sem z Natašo, da je moja ljubka. Vidite, je že življenje zelo lepo s tabo in ne rabim več dodatnih. guys, 85,000 preko gledamo že ta rož. povedala, da se celo odpre, Nataša, tako da ti mi svet odpreš. Pravi brez tebe. Nataša, ti mi odpreš kavč, ti mi odpreš svet. Pa ful ni siguren v lastno Ne me prepričanje. jebat, no. Čim sliši, da se njegova punca ne strinja čisto z njim, se premisli v sekundi. Ok, da ni velikih razlik med Italijo in Slovenijo. Čeprav me se zdiš in drugačni italijanski fantje od slovenskih, pa smo Res? Ja, to so taki temnejši, pa niso. Ja, so. A ja, a pomoč fotoaparat. Če ni razlik, zdaj pa to so. Ne. Misliš? Ne vem, to sploh lahko tudi ješ, kot recimo na dieti, to je škola brez greha. Ne, nisem. Ne vem, bolj. Prevažiš Ok, ene so mogoče res takšne, da ne more, da ne bo ti nikoli smešno, ampak ok, ene pa dejansko so, ki bodo smešne in... Ne, bolj se zanimljivo, da pomoč nekaj časa. Mislim, to pa mi je malo čudno, no. Ja, to je res. Ja, evo, 8 evrov za ligo prvakov v futsalo. No, osebno. Na vsi, evo, A je vredno? je prijetno, ipak da je. Je dobro. Res? Kot Coca-Cola probanija. Ni, prodajno kako je boljše. Da bo Coca-Cola boljše. Te? Ja. Deluje kot nek osnovnošolec, ki je Guys, avtomat. če mi je pa kaj najbolj smešno mi je pa to, da se za vsako malenkost strinja s punco, če nasprotuje. Jo, tu pa ne vem, ali špila, ne veš pri vseh situacijah, če resno špila, ne. Mogoče je res, kar Marko pravi, da se pač dejansko je taki, da se bo strinjal s punco, ne. Dosti je moških, kateri, če punca nasprotuje, se on potem dejansko strinja s punco, ne. Buenos ni taki, ampak je pa dosti takih copat, ki se dobesedno za vsako stvarjo, če ženska nasprotuje, se bo moški strinjal in to se mi zdi res glupo, no. To je, ne vem, moški kot moški mora imeti neko svoje mnenje in... Acko verjame vse, kar mu reče učiteljica. Med drugim tudi zato, ker vedno govori, kako je, ko si otrok in kaj je otrokom všeč. Vsak otrok ima neko svojo željo, moja vlada imaš biljarno mizo. Res?
In ja, in zdaj marsikdo, ki je v osnovnih šolah, ko zdaj si ti v osnovni šoli, kot majhni otroci imamo vedno neko veliko željo po hitri hrani. Ko sem bil otrok, mi je bilo najbolj fascinantno v termah nočno kopanje. Ko si majhen otrok, ko hoče samo sladkarije jesti, pa ti starši nikoli ne pustijo. Veliko otrok vedno res obožuje čokolado in... Zgleda, kot da je ostal na razvojni stopnji nekoga v 4. razredu, ki hodi k logopedinji. Pa se vedno neki zapleta z besedami. Jaz, ko sem recimo prišel v Ljubljano študirati, ne moreš dati dol, bo tudi mislim, da to več ni toliko v modi, kot je bilo včeraj. Ker je zdaj včasih je. Liga prvakov. Če si nov na tem področju. Samo kaj več povedali po tem, o tej sami nadaljevanki, kako se je v bistvu zgodilo. In tudi ful je preveč poln energije za odraslega človeka in nekaj poskakuje ves čas. Ok, da damo samo imela tekočega. Ampak bi druga stvar, predločna kupanja je to, da je že temno. Smo prišli ven in danes se lahko začne ful fantastično, ful zanimivo. Guys! Ok, pa zoom naj. Ja. O ne! Tvoja se je šla soči. O ne! Zgleda kot pes, ki vidi, da imaš v rokah povodec in da ga pelješ na sprehod. Pol kar nekaj maha v kamero po nepotrebnem. To ti Marko, kak je naredil smešen Iz video. nekega razloga ima v avtu vedno ful umazane šipe in res padi, da jih vsakič pokaže. To pa so mušice, guys. Mušice in mrčesko naredi. Zdaj vedno, ko slišim to muziko, me refleksno prime, da bi šel pucat šipe. In na koncu vsakič dvigne kapo in strese z glavo proti kameri. Adijo. Kot folk, veš, ki dvigne roke, da pokaže, da nima orožja, tako on dvigne kapo, da pokaže, da nima možganov. Res prepričljivo igra nekoga drugega. Saj veš, da ni dejansko toliko zabit, ker on ne bi znal zeditirati videa in ga uploadati na YouTube, ampak dejansko izpade naravno, ko mečete forice notri. Recimo to, da ne ve, katera barva je katera. Je to roza? Ja. Ja. In valjda je voščenka. Ko pozabi, kako se kliče njegova punca. Tukaj imamo vse feferone, zraven njih pa na tak, predlagam ti, da ti izbereš Are vse you feferone. kidding me? Govor o Kaj je rekel Natakra, če se jaz prav razumel? Na momente res zgleda, da se ne zajebava. Tako da imaš malo dvom. Tole, da je pozabil ime od punce, to se mi zdi too much, guys. feferonih spelje tako, da zveni, kot da bi govorili o nekih čudnih spolnih odnosih. No, povej mi, a sem ga res dobila ali sem ga nahecal? Ne, dejansko si ga dobila, ja. Dvakrat si ga dejansko dobila, tako da bomo začetku pa potem. Enkrat vmes, ko sem ga hotel. Ja, enkrat si ga dobila, tako. Ko ne Pa se loči tega- dneva in noči. Je tudi tebi všeč nočno kopanje, naj se ta dan začne. Ampak bi druga stvar, Ko ne zna Danes se odpreti začne pa je bila tetrapaka. noč, guys. ko se mora odpreti. Oh, shit. Tvoj se tukaj. Damn, pa to samo z škarjami prerežeš, are you kidding me? Take tetrapake z škarjami ob strani prerežeš, pa se odpre. Ker imaš še etiketo gor, pa ima označeno, kje se točno odreže. Tako, guys. Tole, Ali pa ko sam sebi na polno nasprotuje v roku 1 minute. Pride čas, ko narediš ponovno slike za Instagram, Facebook in ravno danes gremo na majhen izlet narediti slike. Gremo dol! Ej, dobesedno Natašo že čakam 15 minut. Nič nimam za celo dva avto, ne na socialnih omrežjih, Ja, dobro. Instagram, Facebook, nič.
Ja, pa reklamo za Zalo je delal. Evo, tukaj je dejansko tvoja druga pipa. Kar je natanko ista reklama, iz katere sem se jaz zajebaval, še preden sem slišal za njega. Res imamo podoben smisel za humor. Ampak njegov najboljši video, ki je res najbolj razvije ta svoj lik, mi je za kulisije intervjuja na Planet TV. Tukaj pa je svojo komično persono izpilil do potankosti. Planet TV je z mano naredil intervju in danes bom vam pokazal v bistvu back the scenes in za kulisije, kako je intervju izgledal. Taki bombončki kot back the scenes, namesto behind the scenes, res pričarajo iluzijo, da je malo grob. Slovenija pregovatejša za novega lepotca. Besedno, Na guys. zboru se je za lento najlepšega albuma potegovalo 8 mladenčev. 8. 8. Are you kidding me, guys? Ne! Zdaj pa pride eno vprašanje. Zdaj pa še vprašanje. Ful dobro, da nam pove, da bo vprašanje, čeprav to itak že pove novinar iz Planet TV. Veš, samo da dobimo ono občutek, kot da se bo vse ponovilo, kot pri televizijskih. Še mi prosim, pet slovenskih lepot, znamenitosti. Cut out! Eden ne zna povedati. In to potem, ko je posnel vlog, kjer odkriva slovenske lepote. Shit. Jaz slovenskih lepot v šoli tega nikoli nisem slišal, pa sem vedno imel biografijo 5. Kje je na faksu? Ko greš noter v Google, napišeš 5 slovenskih lepot, ti dejansko nič ne najde. Evo, spet. Lepot. Se zmoti, ko tipka, popravi in ko popravi, se spet zmoti. Ja. Mislim, da bi lahko naštel kar. In zdaj vem to dejansko, jaz lahko naštel karkoli, zlata ribica, Bled. Zlata ribica! Tipična znamenitost Slovenije, zlata ribica! Kar lik človeškega prinašalca, ki ga igraš, je fucking genialen. In če komu zgleda vse to malo po narodi, ne. Tinen je točno vedel, kaj mora reči, da pride to na televizijo. Ne na televizijo, ne na To pa je televizijo. true. Ampak televizijo, ja. To zvik bomo dali na televizijo. In to neki protestira, ker so ta del uporabili. Še mi prosim, pet slovenskih lepot, znamenitosti. Zakaj je dal to nekdo noter? Okej, ne morem verjeti. Ampak se točno vidi, da je vesel, ker je dosegel svoj pravi cilj. Vse da nisem neumen. Nisi stari, ti si legenda. Jo. Ni lahko furati tako ekstremen lik in se zmišljati vedno nove gluposti za govoriti, tako da bravo Tilen, delaj to, kar delaš naprej, imaš Guys, to fena. je... In to je bilo to. Lajkajte ta video, subscribajte, če je tudi vam Tilen smešen in se vidimo. Guys! Kaj bomo rekli za zaključek? Tale roast je res savage in smešen, totalka. Jaz ne morem verjeti, kako Tilnu uspe igrati taki lik, ampak mislim, da ima talent, če igra taki lik, ker to ni fucking lahko. Kot je že rekel Marko, ni fucking lahko, ampak res na momente dobiš občutek, da je res malo nor, če lahko tako rečem. Sploh zaradi tistega, ko pozabi, kak je punc ime in take stvari. Pa da naj se dan začne, pa je v bistvu noč, to je malo čudno. Presodite sami, ali mislite, da se Tilen vse to dela, ali pa je res tako na stvari, da je nor. V glavnem, ja, se pravi, jaz bolj mislim, da se dela. Nisem pa 100%, tako da ne me vzeti za besedo. Jaz mislim bolj, da se dela, nisem pa 100%. Tako da ljudi, napišite pod komentar, kaj vi mislite. In če vam je bil ta roast všeč in reaction video všeč, stisnite like, share in subscribe, kajti pride še fucking več video za vas. In ne smete jih zamuditi, kajti 23. like I said, Ljubljana kliče, BBL bo tam in vlog bo na polno. Tako da, naredite to, ne bo vam žal, vse vas imam rad in seveda predlagajte tudi vaše ideje tudi upoštevam.
Če boste pisali vaše ideje, bom tudi to upošteval, drugače pa valjda, pravi youtuberji delamo videe, pravi youtuberji delamo constant videe, tudi če nam noben ne predlaga, ampak da vi predlagate, pa je še toliko boljše. Da ja, predlagajte, kaj bi vi radi gledali na tem kanalu še. In seveda, guys, BBL Squad is the best team in the league. Vidimo se v naslednjem videu. V tem pa, peace. Shout out my label, that's me. I'm in this bitch with TB. I'm in this bitch with 4 Trey. I just pulled up me a A. Real nigga all in my face. 500 racks in my safe. 500 racks to the plug. What you know about showing love? What you know about pulling up? And Billy Chubbs. Make these bitches fall in love.